Ob letovsodaj so torej člani turističnega društva Hraše to soboto dopoldne ponovili pozno jesensko čistilno akcijo in akcijo urejanja okolice Hraških Mlak. Ja, seveda. Med letom ima Bajer veliko obiskovalcev, nekateri žal ne znajo pospraviti odpadkov za sabo. In tako smo se lani prvič odločili, da se priključimo Evropskemu tednu zmanjševanja odpadkov in akcijo čiščenja in urejanja Bajerja postavimo v tale pozno jesenski čas. Letos akcijo ponavljamo, malo smo jo še nadgradili. V turističnem društvu Hraše so letošnjo akcijo, ki so jo ponovno naslovili Ker sem frajer, čistim Hraški Bajer, nadgradili še s pripovedjo Blažke Brešen o tem, kako se je včasih živelo v tem koncu Hraš. Pripravili pa so še krajšo, zabavno, malo več kot 2 kilometra dolgo učno pot z izhodiščno in končno točko pri opazovalnici. Gre pa po poljskih poteh do Cerkvice v Hrašah in nazaj. Pripravili smo lično zgibanko z nalogami, tako da bo zanimiva za otroke in starše in stare starše, ki se jim bojo pridružili. Pred dobrima 2 letoma je občina Medvode v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in domačini ob Hraških Mlakah slovesno odprla opazovalnico za ptice, kar je bilo eno od sklepnih dejanj 3-letnega projekta lokalne akcijske skupine za mesto in vas. Zgodbe naših mokrišč. Kar pa je bilo šele prvi korak dejanskemu oživljanju tega območja, se je slednje namreč v 95% privatni lasti. Je kaj posebnega v enem letu, recimo, takega, da rečete, ja, pa gremo sedaj še en korak naprej, ali smo z zgodbo mokrišč nekako zaključili? Upam, da ne. Zdajle se nam mogoče pa odpira v procesu komasacije možnost, da bodo Mlake pristale v lastništvu sklada kmetijskih zemljišč, ki bi pa, mislim, da jih bil pripravljen dati v najem občini in potem bi pa res lahko razvijali zgodbo tako, kot je treba. No. Spomladi smo obiskali Škocjanski zatok in smo bili vsi navdušeni, kaj se da narediti. Tako da upam, da bo počasi v Hrašah zrasla tudi podobna zgodba kot tam. Medtem ko so odrasli torej urejali okolico Mlak, pa so bili otroci povabljeni na delavnico ponovne uporabe. Prej omenjeni temi primerno so bile glavne akterke tokrat plastenke. Ekologija oziroma ozaveščanje o tem je zdaj zelo pomembna tema in sploh to naše mokrišče v bistvu bi radi že tudi najmlajše nekako navadili na to, da opazujejo naravo, da skrbijo za njo, da jim je to v bistvu ena najbolj pomembnejših vrednot, ker brez tega bomo težko. Tako da smo zato tudi pripravili zgibanko za v bistvu vrtčevsko populacijo in mogoče prvih par razredov osnovne šole. Pa za njih smo pripravili tudi delavnice, v bistvu reciklaže in malo že tega decembrskega vzdušja, ki prihaja. Tako da imamo zdaj pestro. Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki je potekal med 18. in 26. novembrom, je sicer največji okoljevarstveni projekt v Evropski uniji, namenjen ozaveščanju o pomenu zmanjševanja količine odpadkov. Osrednja tema letošnjega je bila torej odpadna embalaža. Namesto, da bi se količina le-te začela zmanjševati, se zadnja leta le še povečuje, tudi zaradi naraščanja spletnih nakupov in dostave hrane.